Spoštovani generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izredno profesor dr. Branko Gabrovec, spoštovana docentka dr. Špela Selak, vodja programskega odbora za nekemične zasvojenosti, spoštovani predavatelji in drugi gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci. Z velikim zadovoljstvom vas v imenu Ministrstva za zdravje tudi jaz pozdravljam v okviru 4. nacionalne konference obvladovanja nekemičnih zasvojenosti. Današnji dogodek je pomembna priložnost, da ponovno strnemo strokovne poglede, izmenjamo izkušnje in se skupaj vprašamo, kako lahko še učinkoviteje zaščitimo zdravje otrok, mladostnikov in odraslih v svetu, kjer so digitalne tehnologije vse bolj prisotne. Podatki so nam torej jasno pokazali, da prekomerna uporaba digitalnih naprav hitro postaje eden večjih javnozdravstvenih izzivov. Ti podatki niso zgolj statistika, odražajo namreč resnične stiske mladih, ki se pogosto soočajo z motnjami spanja in pozornosti, duševnimi stiskami, medvrstniškim spletnim nasiljem in socialno izolacijo. Vpliv pretirane in neustrezne uporabe digitalnih naprav ni omejen le na duševno zdravje. Znatno vpliva tudi na spanje, ki je pri mladih vedno bolj porušeno, na pomanjkanje gibanja, ki se kaže v nižji telesni dejavnosti, in tudi na neustrezne prehranske vzorce. Poleg tega se digitalna tveganja lahko prepletajo tudi z drugimi škodljivimi vedenji, kot so pitje alkohola, kajenje in uporaba prepovedanih drog. Podatki, ki skupaj spremljamo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na nacionalni ravni, nas zavezujejo k odločnemu in usklajenemu delovanju. Zato je ključnega pomena, da v okviru skupnih aktivnosti naslavljamo celoten spekter vedenj, ki ogrožajo zdravje mladih. Na Ministrstvu za zdravje smo v zadnjem obdobju okrepili aktivnosti na vseh ravneh, tako preventivne, izobraževalne kot tudi zakonodajne. V nizu medijskih aktivnosti smo pripravili celovito nacionalno javnozdravstveno medijsko akcijo na področju digitalnih odvisnosti pod sloganom Izberi sebe, ne zaslona. Kampanja poudarja pomen kakovostnega preživljenega časa, pristnih odnosov, ustvarjanja in razumevanja tveganj, ki jih prinaša nerazumna uporaba digitalnih naprav. V ospredje postavlja predvsem otroke in mladostnike, ki so zaradi razvojnih značilnosti najbolj ranljivi. Zato nagovarjamo tako mlade kot njihove starše in strokovne sodelavce. Ob tem krepimo tudi aktivnosti v okviru pomoči in prepoznave. Z dodatnim strokovnim usposabljanjem želimo nadgraditi kompetence strokovnih delavcev v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju ter sociali z področja prepoznave in zgodnje obravnave težav zaradi digitalnih naprav. Prav tako želimo v prihodnje nadgraditi obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Letos smo ukrepili tudi medresorsko sodelovanje, saj le z usklajenim delovanjem ministrstev, tako za zdravje kot vzgojo in izobraževanje, delo, družino in socialne zadeve ter digitalno preobrazbo lahko učinkovito zaščitimo otroke v digitalnem okolju. Podprli smo zakonodajne spremembe, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v osnovnih šolah, saj raziskave jasno kažejo, da prekomerna raba zaslonov negativno vpliva na pozornost, učenje in duševno zdravje. V sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje si želimo ukrepiti tudi vključenost vsebin zdravstvene pismenosti o tveganjih zaradi neustrezne uporabe digitalnih naprav, zdravem življenjskem slogu in preventivi v vzgojno-izobraževalne programe. Pomemben del našega dela je tudi mednarodno sodelovanje. Aktivno sodelujemo v Evropskem TSI projektu, ki naslavlja problematična vedenja v digitalnem okolju. Skupaj z 9 evropskimi državami, Evropsko komisijo in Popidu skupino Sveta Evrope. Projekt se osredotoča posebej na spletne videoigre ter igre na srečo pri otrocih in mladostnikih, ter nam bo tako po zaključku omogočil boljši vpogled v strateške in zakonodajne rešitve na tem področju, priporočila za učinkovite preventivne programe ter izvajanje strateškega komuniciranja glede problematike s ključnimi ciljnimi javnostmi. To sodelovanje potrjuje, da Slovenija ne deluje sama, temveč je del
skupnih evropskih prizadevanj za bolj varno digitalno prihodnost naših otrok ter oblikovanje strokovnih predlogov reševanja na evropski ravni. V letošnjem letu smo tudi dodatno ukrepili primarno preventivo, saj smo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, vključno s programi z področja nekemičnih zasvojenosti, povečali finančna sredstva do leta 2028 in namenili skupno kar 12 milijonov evrov. Nevladne organizacije so nam ključni partner pri zgodnjem prepoznavanju in pomoči, zato želimo tudi ukrepiti njihovo dostopnost in stabilnost ter razširiti ponudbo preventivnih vsebin namenjenih neposredno uporabnikom. Ob zaključku naj izrazim posebno zahvalo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, generalnemu direktorju, profesorju dr. Gabrovcu, docentki dr. Špeli Selak in celotni ekipi za organizacije letošnje konference ter vsem današnjim predavateljem in udeležencem, ki svojim znanjem pomembno prispevate k razumevanju in reševanju te problematike. Verjamem, da bomo tudi danes skupaj oblikovali pomembne usmeritve, ki bodo podprle naše skupno poslanstvo. Ustvariti pogoje, v katerih je digitalna tehnologija v službi človeka in ne obratno. Skupaj tako krepimo okolje, v katerem bo digitalna tehnologija podpora zdravemu razvoju in ne ovira. Hvala in želim vam lepo konferenco.